Spoštovani gostje, prisrčno pozdravljeni. Danes je poseben dan. Danes praznujemo dolgoletno prijateljstvo med Dunajem in Ljubljano. Več kot desetletje uspešnega sodelovanja Dunaja in Ljubljane je preraslo v prijateljsko sožitje dveh mest, ki želita svojim meščanom ponuditi in zagotoviti največjo kvaliteto življenja. Danes je z nami župan in deželni glavar Dunaja, dr. Mihael Hojpl. Kot je župan Ljubljane, gospod Zoran Janković, že večkrat poudaril, je dr. Hojpl zanj najboljši župan v Evropi. Župan po svetu je postavil visoko merilo za vodenje mesta in zato je njegov vzornik. Vzor in primer ne le uspešnega prijateljskega sodelovanja med mesti, temveč tudi širše, med regijami in državami. K besedi zato zdaj vabim župana in deželnega glavarja Dunaja, dr. Mihaela Hojpla, ki bo županu Ljubljane izročil veliko zlato častno priznanje za zasluge zvezne dežele Dunaja. Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken, heute bei Ihnen zu können und dass Sie uns die Zeit auch geben zu diesem Dankeschön an den Herrn Bürgermeister von Ljubljana. Spoštovani Zoran, spoštovani župan Ljubljane, gospe in gospodje, dragi gostje. Najprej bi se želeli zahvaliti za to, da ste nam dali priložnost. Dazu ist der Bürgermeister da. Rad bi se vam zahvalil za to, da lahko danes tukaj nastopim in spregovorim in da ste mi namenili ta čas. Welche Möglichkeit hat eine öffentliche Institution, ein Land, eine Stadt, einem Kollegen oder einem Künstler oder einem Wissenschaftler oder einem verdienten Wirtschaftler Dankeschön zu sagen für eine gute Zusammenarbeit, für seine Verdienste um diese Stadt. Die einzige Möglichkeit ist, ihm ein sogenanntes sichtbares Dankbarkeitszeichen, also einen Orden zu geben. Und das möchte ich heute sehr gerne mit dir tun. Kakšne možnosti ima nek predstavnik javne institucije ali mesta ali dežele, da svojemu kolegu ali znanstveniku ali umetniku poda neko zaslugo, izkaže zahvalo za odlično delo, ki ga opravlja in to naredi na nek viden način, z nekim vidnim znakom. To lahko naredi tako, da mu podeli priznanje za zasluge in to bom danes storil. Es ist an sich nicht üblich, bei der werten Ordensverleihung dem Zugedankten sein Leben zu erzählen. Seit 24 Jahren nehme ich davon Abstand, denn er kennt es ja, sein eigenes Leben. Und ich habe nur etwas vergessen, dann ist er beleidigt oder etwas erzählen, was er nicht hören will, dann ist er vielleicht beleidigt, weil er unterlassen hat. Torej, na Dunaju je bilo običajno, da tistemu, ki ga želiš počastiti, razložiš, kakšno življenje je imel. No, jaz se že 24 let distanciram od tega, kaj tega lahko užališ. Lahko pozabiš nekaj povedati in ga s tem užališ, ali pa poveš nekaj, kar ni želel, da se pove in ga še s tem užališ. Zato jaz tega ne bom počel. Aber ich gebe zu, manches wäre verführerisch. Denn wir haben in unserer jeweiligen Vita eine Menge auch gemeinsam. Ich komme ebenso in Österreich aus einem ganz kleinen Dorf, einer kleinen Gemeinde, so wie du, aus einer kleinen Gemeinde in Serbien geboren, kommst. Wir sind in die große Stadt gezogen, haben dort jeweils unsere Ausbildung gemacht, unseren Berufsweg außerhalb der Politik gemacht und sind dann in die Politik auch entsprechend eingestiegen. Verblüffend an sich diese Parallelitäten im Lebensweg, aber vielleicht auch doch nicht, denn ich denke, dass dies Lebenserfahrungen sind, die für den
Bürgermeister einer großen Stadt, mit Anführer einer großen Stadt durchaus sehr, sehr vom Nutzen sind. Priznam sicer, da je to mamljivo, kajti marsikaj naju povezuje in v najnem življenjepisu je veliko skupnega. Oba prihajava iz majhne vasi, sam prihajam z podeželja, tudi ti iz male vasi v Srbiji, in sva se preselila v veliko mesto, kjer sva se izobraževala in šla po poklicni poti zunaj politike. Potem pa sva vstopila v politiko. To so torej podobnosti, ki nam povezujejo, so pa to vsekakor tudi življenjske izkušnje, ki so potrebne za vodenje velikega mesta. Ich möchte mich bei dir bedanken für die vielen Jahre der guten und immer besser werdenden Zusammenarbeit zwischen Wien und Ljubljana. Das ist in der direkten Kooperation der beiden Städte in der kulturellen Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht schon ein sehr wichtiges Faktum und hat mit Sicherheit auch viel dazu beigetragen, dass sich die Verhältnisse zwischen Österreich und Slowenien auch deutlichst verbessert haben in den letzten Jahren. Rad bi se ti zahvalil za to izjemno dobro in sodelovanje, ki se še izboljšuje med mestoma Dunaj in Ljubljano. Neposredno sodelovanje na področju kulture, gospodarstva in politike je bil vsekakor dejavnik, ki je prispeval k občutnemu izboljšanju tudi odnosov med Avstrijo in Slovenijo. Städte machen nicht unmittelbar Außenpolitik. Das machen natürlich die jeweiligen Staaten. Aber in der Zusammenarbeit zwischen den Städten gehen sie oft einige Schritte vor den jeweiligen Staaten in eine richtige und positive, eine kooperative, in eine gemeinsame Richtung. Mesta seveda sama po sebi posredno oziroma neposredno ne izvajajo zunanje politike, to je naloga držav. Vendar pa so mesta pri sodelovanju, medsebojnem sodelovanju, vedno korak pred državo in kažejo tukaj pravo smer v pravem času. Ich denke, das hat auch wir getan. Das war gut für unsere beiden Städte. Wir haben uns in Wien sehr bemüht, gerade in jener Phase, als die Hauptstädte aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, aber auch im Vorfeld, etwa Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei, Polen. Wir haben uns sehr bemüht, hier in gute Kooperation mit den jeweiligen Städten, vor allem den Hauptstädten, zu treten, um vorbereitet zu sein, auch auf diesen Beitritt zur Europäischen Union, der natürlich gerade auch für Städte und für ihre jeweiligen Volkswirtschaften durchaus schwieriger war und nicht nur vom Sonnenschein begleitet ist. In mi smo tudi šli po tej poti in smo tudi nakazali dobro smer. In to je bilo dobro za obe mesti. Dunaj si je od nekdaj, predvsem pa tudi, ko je razpadla Jugoslavija in ko je razpadla Češko-Slovaška, torej v tistih časih si je Dunaj vedno prizadeval za zelo dobro sodelovanje s prestolnicami, tudi za prestolnicami Poljske, naprimer, zato da bi tudi pomagal tem mestom se pripravljati na vstop v Evropsko unijo, kajti to so bili zagotovo težki časi, kjer ni vedno sijalo le sonce za ta mesta. Die Europäische Union hat ein politisches Organisationsprinzip, das für uns, die wir gewohnt sind, im System der parlamentarischen Demokratie politisch zu arbeiten, mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Und dass Städte ihren Anspruch in der Europäischen Union, diese Union mitzugestalten, nachdem im Jahr 2020 80% aller Einwohner Europas in Städten leben, das war für die Union selbst und ihre Administration, ihre Verwaltung, für ihr politisches System beileibe nicht selbstverständlich. Torej za nas, ki smo vajeni delati v okviru parlamentarne demokracije, je zelo težko bilo sprejeti načelo politične organizacije, kot ga vidimo v Evropski uniji. In to, da mesta sodelujejo sedaj pri urejanju tudi evropskih politik, kajti to je zelo pomembno, saj bo leta 2020 kar 80% vsega prebivalstva živelo v mestih,
je bilo nekaj, kar evropske inštitucije niso tako zlahka sprejele in kar ni bilo samo po sebi umevno. In diese Auseinandersetzung mit der Europäischen Union zur Anerkennung der bedeutenden Rolle der Städte in der europäischen Politik warst du und bei Ljubljana ein verlässlicher Partner all jener, die dies auch entsprechend angestrebt haben, wie etwa sehr viele deutsche Städte oder auch in den Benelux-Ländern. Das war ein wichtiger Schritt im Vorfeld der Verträge von Lissabon. Dies war ein bedeutender Schritt letztendlich auch für Europa. Und dank auch deiner Hilfe ist es doch letztendlich auch gelungen, bestimmte Dinge wie etwa die Daseinsvorsorge, aber auch die Mitbestimmung der Städte in den europäischen Zukunftsperspektiven entsprechend zu verankern. Alleine dafür hast du jeden Dank auch der europäischen Städte und insbesondere von Wien verdient. In v tem nekakšnem sporu znotraj Evropske unije si ti odigral zelo pomembno vlogo pri priznanju mest. Ti in pa Ljubljana sta bila po priznanju mest zelo pomemben partner, tako kot tudi številna mesta iz Nemčije in Beneluxa. In to je bilo ravno pomembno pred sprejetjem Lizbonske pogodbe in je bilo zelo pomembno za nas kot za celo Evropo. Tukaj so bile v ospredju različne teme, med katerimi je bila skrb za posameznika in pa tudi soodločanje mest. In za te zasluge na tem področju ti gre vsa zahvala tako Evrope kot tudi Dunaja. Für deine Verdienste und die Beziehungen, die sehr positiv entwickelten Beziehungen zwischen Wien und Ljubljana, aber natürlich auch für deine äußerst positive und wichtige Rolle in der europäischen Städtepolitik möchte ich dir heute Dank sagen und darf auch berichten, dass der Beschluss für diese Verleihung des Ehrenzeichens an dich in der Wiener Landesregierung einstimmig, also mit allen Parteien, erfolgt ist, was nicht so selbstverständlich ist. In einer widerspruchsvollen Stadt, wie das meine Heimatstadt auch ist. Ich gratuliere dazu und danke dir nochmal. In za vse odnose, oziroma za vse zasluge v povezavi z odnosi med Dunajem in Ljubljano in za tvojo pomembno vlogo pri uvajanju mestne politike v Evropi. In ob tem moram povedati, da je naša deželna vlada sklep o tem priznanju sprejela soglasno, torej potrdile so ga vse stranke, kar v tako pestrem mestu, kot je Dunaj, ni nekaj samo po sebi umevnega. Torej za te zasluge se ti danes zahvaljujem in ti izrekam priznanje. Spoštovane časne meščanke, časni meščani, spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, spoštovana županja, drage sodelavke, sodelavci. Kaj ne rečem ob predvidi priznanja človeka, ki ga izjemno spoštujem, in velikana evropske politike, prijatelja. Razen to, da mi je bil čast, da sem posloval 12 let in nekako od prvega dne zasvojila, da se našla. Imam številne anekdote, prijazne v tem sodelovanju in samo eno, ki me muči. Nisem ga uspel prepričati ob vsej pomoči njegovih sodelavcev,
da 24. maja ne bi končal svojih 24 let županovanja. Nedvomno je kolega Hojpel, velikan evropske politike, najboljši župan v Evropi, lider vseh županov in tisti, kateri glas se sliši. Dejstvo je, da je tudi dal priložnost županom manjših mest, da so imeli svoj glas, da so poskušali dobro za razvoj vseh mest. Teh anekdot, eno od prvih, ki sem imel na Dunaju, ko smo predstavili festival s gospodom Brnkom, pred številnih novinarjev je bilo vprašanje pri mojem nagovoru, kaj povedati. Začel sem stavek s tem, da je Hojpel najboljši župan v Evropi in Ljubljana najljubše mesto na svetu. Prijazen nasmeh vseh je bil kot danes. Potem vprašanje novinarjev, kaj bi si želel najprej vzeti z Dunaja? Moj odgovor je bil za začetek 5% proračuna Dunaja. V naših vladah to ne bilo možno. Potem je prijatelj Mihajl klical v času volitev, da moramo se župan, da je to sodelovanje tako dobro in za razvoj mest in tudi vsega prebivalstva, kot je bilo že povedano, mali nas bo skoraj 80% po mestih. In največ čas mi izkazal, ko sem lahko govoril na konvenciji 2 dni pred njegovim volitvam na Dunaju. Vsak stavek je šel v to smer, kaj je naredil za Dunaj, kaj je naredil za Avstrijo, kaj je naredil za Evropo. Da je najboljši župan v Evropi, je požel številne aplavze. Ampak jaz se še danes spomnim zaključka njegovega govora. Govorili smo 4, prvi je bil predsednik stranke Dunaja, generalni sekretar, potem je bil predsednik vlade Fajman, jaz in na koncu Mihajl. Takrat je bilo pred volitvam v anketah stanje zelo uravnoteženo med stranko, ki je vodi prijatelj Hojpel, in konkurenco. Zaključil pogovor s tem, da je rekel, da on svojega obraza, svojih idej ne bo podal za nekaj glasov. Da on verjame v socialdemokracijo in da je Dunaj odprt, da sprejme vse ljudi, ki prihajajo na Dunaj iskat boljše življenje. Zaključil se s tem, da sem komaj čakal rezultate zmago 9,5 točk. Zdaj, v svojih letih sem do zdaj, to je 25 priznanje, od tega 11 na funkciji župana. Tak, ne morem primerjati se z gospodarstva s temi, ampak če primeram to priznanje, človek, ki mi ga je dal, potem to sodi med 2 priznanji, ki bodo ostali vedno v srcu. Nisem si mislil in tudi nisem pričakoval tega priznanja in nekako, ko sem dobil pismo kolega Hojpla in tisto, kar je zapisal, me je čustveno izjemno povzdignilo. Začel sem se domišljati, da sem res prijatelj. Začel sem se domišljati, da Ljubljana in Dunaj tvorite evropsko politiko. Pisava nekako takole. Dobil si priznanje, kdo, če ne ti. In to priznanje je prišlo prepozno, že prej bi ga moral dati. In če to reče legendarni župan Evrope, ki je s svojim stažom med župani glavnih mest Evropske unije najdaljši staž, 24 let, župan, ki je tisti, ki lahko kaže, kaj je potrebno narediti za prebivalce mest. Znana njihova socialna politika, stanovanjska politika. Kadar smo na kakšnih skupnih srečanjih, kongresih, vsi, ki
pokvariti stanovanjsko politiko v Dunaju. Kako rešujejo stanovanja za vsakega? Ko smo pogledali južno postajo, ko smo začeli graditi, in smo slišali številke, koliko bo stanovanj in koliko milijard bo šlo, nekako nismo mogli dojeti. Pa še stavka je bil takrat izrečen od njegovih kolegov. Da, naš proračun je bil takrat 12 milijard evrov. Ampak to, kar delamo, ne zahteva več denarja. In moje vprašanje je bilo, in kako se to zgodi, in odgovor od njegove najbolj sodelavke, ki tu sedi za njem, Margaret je bil, zgodi se politična volja. Naš župan pokliče predsednika vlade in kapne milijard ali dve, ki še rado. Ne bom razlagal, kaj se zgodi, če jaz pokličem predsednika vlade. Ampak, a se vi predstavljate to dobro sodelovanje med mesti, to medsebojno spoštovanje, uživanje v uspehu enega in drugega mesta v korist prebivalcev, kot ti ga izreče en Hojper, ki bo ostal kriterij za vse župane po Evropi. Če bo dosegel četrt Hojpla, ne, boš poslužil legenda, da ne rečem pol ali pa cel Hojpl, kar je praktično nemogoče za vse ostale, ki bodo šli. Zato mi je žal, da vse te zmedeni evropski politiki, ki ne veš, kaj želijo v Veliki Britaniji, ko se naš bivši kolega pravzaprav premislil čez noč, da so šli za Brexit, pa ne veš, kaj se dogaja na vzhodu Evrope, pa na zahodu Evrope, če gledamo Italijo, Španijo. V principu potrebujemo in vedno bolj potrebujemo župane, kot je Hojper, ki poznajo problematiko mest, ne filozofirajo, ne politizirajo, ampak govorijo o tistem, kar mesta potrebujejo. Iskrena hvala za to srčno priznanje, tole bo stalo v moji sobi. Tega mi še ne more vzeti. Te časti, ki mi je podelil, se ne daj smrt. In v Ljubljani so ti vrata vedno odprta, dobro bom jaz tu, si dobrodošel v mestni hiši. Bom pa tudi vesel, ko bo zasebno moj gost, kajti tvoje besede in tvoja skrb za Ljubljano so nam pomagali v tistih hujših časih, ko sem iskal svojo pozicijo na evropskem nebu. Želim ti vse dobro tudi pri tvoji samostojni odločitvi, da greš v pokoj. Odločil sem za to, da omogoči svojemu nasledniku zaključi njegov mandat. Naslednik je star demokracije, ki bo s tem dobil priložnost, da lahko naslednjih volitev zmaga. In to je tudi veličina Mihaela Hojperja. Mi pač, ki sodimo to vrsto demokracije, skrbi za človeka, to razumemo. In jaz srčno upam, da bo tudi pod novim županom, gospodom Burdikom, to sodelovanje Ljubljane iz Dunaja na najvišjem možnem nivoju, ker lahko vzor in pokazatelj za vsa evropska mesta. Mihael, iz srca hvala.
The small one. The small one. Yes. Yeah. Oh, sorry. Bürgermeister ist eingegangen. So. This one would wear Kaiser Večerna? Yeah. This is for the evening. For the day. Und das alles ohne Brillen, bis dann. Die druge za večerne priložnosti. Super. Seveda je župan brez sprejeta, to politika za naredi. A lahko? Izvolite. Ne, bom samo njemu. Kar povejte, da vsi slišimo. Ja? Gospod Župan, ich habe einen Antrag für Ausstellung, die Ausstellung von Tito. Diese Ausstellung wird very successful in Ljubljana. I have here the proposition for you, and I hope that we can want to work together. V Jasi Ljubljano na čelu partizanske vojske. Ja, das ist der 8. Mai, dieser Festtag der Niederlage der Nazi-Truppen. 8. maj je pri nas praznik, ko smo porazili nacionalne enote, oziroma čete. Še tu smo si bili z 8. 9. maja. Lepa hvala vam za prijaznost, za prihod, čast gospoda Hojfla.